Tednu športa se je Nogometna zveza Slovenije pridružila z UEFA-inim projektom Teden nogometa za vse, katerega osrednji del je potekal v Nacionalnem nogometnem centru na Brdu pri Kranju. Otroci so bili aktivni na igrišču, starši in trenerji pa na delavnicah, katerih namen je bila promocija pozitivnega nogometnega okolja za otroke, s tem, da smo znotraj tega imeli predavanje za starše, kjer smo jim povedali, kakšna je njihova vloga, da se pozitivno vključijo v šport otrok. Otroški nogometni festival je bil za nedebudneže, kot pravi eden od staršev, nekaj posebnega zaradi samega prizorišča. Tega dogodka se bodo predvsem otroci zelo spominjali, ko bodo na televiziji videli reprezentante, na zboru reprezentance, da trenirajo na istem nogometnem igrišču, kot so oni igrali. Tako da odlično, in čestitke za to izvedbo. Ki bo torej tudi zaradi tega imela posebno mesto med prvimi koraki v svet nogometa, ki je v rosni mladosti najprej prijetna igra. Zato, ker tečem, všeč mi je, da imam en šport, zato, ker imam rada, da tečem, pa hodim, pa imam rada. UEFA Grassroots program je torej letos povezan s kampanjo Spoštuj, nacionalno pobudo Nogometne zveze Slovenije za ustvarjanje vzpodbudnega okolja za mlade športnike, ki so še posebej dojemljivi za odzive iz njihovega okolja. Ker v bistvu Nogometna zveza želi vplivati na vse deležnike nogometne igre in dati jasno sporočilo, da želimo, da so pozitivni kreator nogometnega okolja. Prvi, ki smo to skupino, ki smo jo vzeli, so starši, ker je najbolj problematična. Na trenutke, ne vsi, zelo redki, ampak so tudi problematični in dobro je, da jim damo neko informacijo. Vloga staršev je zagotovo zelo pomembna. Iz svojega zornega kota jo nadgrajujejo trenerji, ki morajo pravilno usmeriti otroško navdušenje. Da smo jim tudi povedali, kakšna je njihova vloga in odgovornost, da pripravijo to pozitivno okolje na igrišču in vse okoli njega in v tekmovanju. Ob starših in trenerjih so gibalo primernega okolja tudi vodstva klubov in ostali nogometni deležniki. Naša naloga je, da preko te kampanje sporočimo vsem ljudem, da nogomet ni naslep in nedober, ampak takšen, kakšen smo vsi mi, ki smo del tega nogometa. Splošen vtis je, da starši v glavnem razumejo, kakšna je njihova vloga in niso preveč ambiciozni. Problem je tisti posameznik, ki v bistvu svojo aktivnostjo lahko zagreni življenju vsem ostalim. Kajti ni problem, koliko jih je, problem je tisti eden, ker resnično vpliva potem na celotno vzdušje vseh tudi pozitivnih. In kakšni so odzivi staršev na prve korake njihovih otrok na nogometna igrišča, tudi iz zornega kota tokratne delavnice? Poučno za starše predvsem, da se malo zaveščamo tudi, kako se obnašati na tekmah, pa kaj delati s otrokom tudi po tekmi. Nam je najbolj važno, kaj je otrokov všeč, izbiramo tudi športe, s katerimi se on rad ukvarja, pa nekako probamo držati eno linijo. Zdaj, smo najbolj zadovoljni, da gre on z veseljem na trening, tiste aktivnosti, ki jih pač ima. Mogoče smo iskali eno potrditev, da delamo prav, kakšno stvar mogoče, da naredimo drugače, ker smo mislili, da jo delamo prav. Tako izgledajo stvari na igrišču velikokrat, in se mi zdi, da si bo mrz dolno, lahko kaj vzel v roke, mogoče si res kaj vzel, pa mogoče kdaj pomislil na to predavanje, pa rekel, mogoče pa to res preglasno. Ampak to so, kot poudarjajo akterji akcije Spoštuj, le posamezni primeri. Večina staršev otroke na tekme in treninge pospremi s primerno vzpodbudo, v ospredju katere je želja. Naj se imam lepo, naj uživam in naj dam kaj še bolj. Starši se sicer pogosto znajdejo na svojevrstnem razpotju, ko morajo krmariti med željami svojih otrok, ki jih odpeljejo tudi v druge športne panoge. Kampanja Spoštuj bi lahko bila, kot pravijo, dober zgled. Upam, da bodo tudi ostale športne zveze naredile nekaj podobnega, kot počne Nogometna zveza Slovenije za izobraževanje staršev in otrok. Kajti prav v družinskem krogu se začne vsaka športna zgodba. Na tu položenih temeljih stojijo tudi zmagovalni odri.